se je dan na današnji dan pred koliko leti, če računamo, da se je rodil leta 1800. Koliko bi bil Prešeren star danes? 224 let bi bil star, ne? In praznujemo njegov rojstni dan, tako da to je res najpomembnejši praznik. Ampak ne bomo zdaj Prešernu se posvečati, ampak se danes posvečamo temu, kako odlično ste delali za ta natečaj in kako smo vam hvaležni, da ste sodelovali v tem natečaju. Namreč svetovna mreža vodnih muzejev je, kot že rečemo, svetovna mreža, je mreža muzejev po svetu, celem svetu, 95 državah je ta mreža, kjer želijo pripovedovati o vodi kot enemu najpomembnejših elementov. Brez vode ne moramo preživeti, ali lahko? Ne moremo, ne? Mi smo srečni, ker imamo vodo odlično in lahko odpremo pipo in seveda pijemo vodo, lahko si zobe umivamo z vodo, ne? Kaj še lahko delamo z vodo? Ampak hočem vam povedati, kako res imamo privilegij, da živimo v državi, kjer je voda še vedno dostopna, kjer je pravica do vode tudi upisana v našo ustavo, to najbrž veste, ne da. Našo ustavo, to je najvišji dokument, je upisano, da imamo vsi pravico do vode. Zakaj mislite, da je to pomembno? Zato, da ne bi nekdo kupil vso vodo, ne, in potem bi nam jo drago prodajal, ne, ker bi se to znalo tudi zgoditi. Tako da, zdaj sem malo par stvari vam povedala, ker naši vodni muzeji so zelo različni v tej mreži in tudi na različne načine govorijo o vodi. Mi pa recimo imamo srečo, da imamo vodovodni stolp. Vodovodni stolp, ki je letos star koliko let, a kdo ve? 1914 je bil dokončan. Zdaj bomo še matematiko malo ponavljati, to vam gre dobro, sigurno. Ne boljše, boljša umetnost. Koliko je star vodovodni stolp? 110 je nekdo rekel. Je prav? Je, ne? 110 let je star, ne? 110 let je že pomemben del našega mesta in tukaj smo Brežičani, imamo pa tudi dva gosta iz Radeč, dobrodošla, ki še niste bila na stolpu, ste že bila na stolpu? A že? Pa še ne, super. V Radečah nimajo vodovodnega stolpa, ne? Imajo pa en krasen železni most, ki je bil tudi med prvimi mostovi vrstnimi železniškimi v Avstro-Ogrski nekdanji, ne? Mislim, da je tudi letos neka obletnica, kdaj je že to? 92. Imamo pa tudi ravnatelje gimnazije, super, ker je tudi gimnazija lepo sodelovala z nami. Zdaj pa v bistvu hotela sem še to povedati, da gre za to mrežo in da ta mreža vsako leto prosi in spodbudi mlade ustvarjalce, da razmišljajo o vodi, kakršno si želimo. In če boste kdaj imeli možnost, oziroma včasih vem, da znate vsi brskati po internetu, če najdete to spletno stran, te globalne mreže, boste videli več natečajev, vsako leto je. Naš stolp oziroma mi s muzejem sodelujemo na natečaju od lanskega leta, ko smo tudi postali člani te mreže. In hvaležni, da ste sodelovali, da ste poslali svoje dela, da smo potem mi zelo težko izbrali tistih par del, ki smo jih poslali naprej, ampak že naprej se obvezali seveda, da bojo vaša dela dostopna tako digitalno, kot tudi v samem našem vodovodnem stolpu za obiskovalce. In kaj boljši dan za to kot danes, ne da? Ker je ta veseli dan kulture in je lahko ta veseli dan vode, ne? Ki je pa kdaj je ta veseli dan vode? 22. marca, ne? Je svetovni dan vode. Ampak takrat mi še nismo imeli tega natečaja dokončanega, tako da to. Zdaj nekaj več o tem pa bo povedal seveda naš sodelavec Boštjan Kolar, ker je on vodil to stvar. Jaz vas pa lepo vabim, se pravi, da boste si pogledali to na spletni strani. Razstavo smo dali tudi na ekran pred vodovodni stolp, na našo spletno stran v celoti, noter boste pa videli, kaj smo ustvarili, pa boste potem povedali, kako je. Zdaj Boštjan bo na kratko kar tukaj predstavil, potem gremo v stolp, razen naših starejših iz Brežic, ker boste šli pa prvo na kavico, ne? Kavice ne pijete, kakao ali pa čaj, nekaj take. Drugi bomo šli pa najprej v stolp, pa se potem vrnemo sem. Prav? Tako, hvala lepa. Zdaj pa Boštjan izvolite. Tukaj se tudi vrti že ta razstava, tako je.
Lepo pozdravljeni, me veseli, da ste dobili danes prostor, pa ste lahko prišli k nam na bolj odprte razstave. Torej, odpiramo digitalno razstavo, ki smo poimenovali Voda, kakršno si želimo. Gre za razstavo likovnih in audiovizualnih del, ki ste jih torej v otroškem in mladinskem natečaju Waterloo One, globalno mreže vodnih muzejev, ustvarili učenke in učenci 5 posavskih osnovnih šol in dijakinje gimnazije Brežice. Z natečajem smo mlade spodbudili k raziskovanju naše večplastne vodne dediščine z namenom, da bi zgradili bolj trajnostno prihodnost. Okrepiti smo želeli izobraževanje o trajnostni oskrbi z vodo in prizadevanje za ozaveščanje o vodi, tako da smo vključili mlade kot pripovedovalce zgodb in pripovedovalce naše tako imenovane tekoče prihodnosti. S tem smo jih spodbudili, da svojim pogledom prepoznajo majhne, a revolucionarne poteze in rešitve, ki izhajajo iz narave in s ponovno uporabo vodne dediščine prispevajo k izboljšanju trajnosti vodnih virov. Zdaj pa malo statistike. Razstavo, ki boste danes videli, oziroma se tukaj za mano že tudi predvaja, je soustvarilo 135 mladih ustvarjalcev iz osnovnih šol Brežice, osnovne šole Maksla Peteršnika Pišece, osnovne šole Marjana Nemca Radeče, osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in tamkajšnje tudi podružnične osnovne šole Loka pri Zidanem Mostu ter gimnazije Brežice. Pod budnim očesom 12 mentoric in 2 mentorjev je nastalo 36 risb, 13 fotografij, 4 videoposnetki in 2 plakata. Če gremo še po šolah, iz osnovne šole Brežice je na natečaju sodelovalo 21 učenk in učencev, ki so pod mentorstvom učiteljic Mojce Barbič, Karmen Tramšek-Klipej in Alenke Zernik ustvarili 7 risb in 2 videoposnetka. Iz osnovne šole Maksla Peteršnika Pišece je sodelovalo 11 učenk in učencev, ki so pod mentorstvom učiteljice Alenke Cizelj ustvarili 13 fotografij in videoposnetek. Iz osnovne šole Marjana Nemca Radeče je sodelovalo 23 učenk in učencev, ki so pod mentorstvom učitelja Simona Serneca ustvarili 29 risb. Iz osnovne šole Sava Kladnika Sevnica je sodelovalo 23 učenk in učencev, ki so pod mentorstvom učiteljic Rebeke Dolinšek in Barbare Vidic ustvarili risbo in plakat. Iz osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, podružnične osnovne šole Loke pri Zidanem Mostu je sodelovalo 28 učenk in učencev, ki so pod mentorstvom učiteljic Marijete Česnik, Nine Škulj, Karmen Božič, Hane Aupič, Milene Zemljak in Martine Trbovc ustvarili plakat. Iz gimnazije Brežice je sodelovalo 29 dijakinj in dijakov, ki so pod mentorstvom profesorja Alojza Konca ustvarili videoposnetek. In seveda vsa ta prejeta dela je v našem muzeju pregledala komisija, ki so jo sestavljale Nive Slemenšek, konzervatorka, restauratorka, Andrejka Vabič-Nase, višja kustosinja za umetnostno zgodovino in naša direktorica Alenka Černelič-Krošelj, hkrati tudi profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, muzejska svetovalka in tako naprej. In komisija je izmed vseh prejetih del izbrala 5 najboljših, ki smo jih posredovali globalni mreži vodnih muzejev. Izbrana so bila naslednja dela. Torej, v najnižji starostni skupini, torej 6 do 9 let, je bila izbrana risba z naslovom V družbi vodnjaka avtorice Alje Javornik iz osnovne šole Brežice, mentorice Karmen Tramšek-Klipej. Je tukaj mogoče? V starostni skupini 10 do 12 let je bila izbrana risba z naslovom Reši vodo, reši drevesa avtorice Inje Dragar iz osnovne šole Marjana Nemca Radeče. Mentor Simon Sernec. In pa seveda tudi v tej starostni kategoriji videoposnetek z naslovom Pri vodi, ki so ga pripravili učenke in učenci folklorne skupine Kresnice osnovne šole Brežice pod mentorstvom Alenke Jezernik. V starostni skupini 13 do 18 let pa je bila izbrana risba z naslovom Onesnaženo morje avtorice Neže Klanšek iz osnovne šole Marjana Nemca Radeče, mentor Simon Sernec. In videoposnetek z naslovom Bodi odgovoren do vira življenja, vode, avtorice Mije Rostohar iz osnovne šole Brežice, mentorica Mojca Barbič. Tako, zdaj digitalna predstavitev razstave je na ogled tukaj zadaj za mano v centru za obiskovalce in na zunanjem ekranu tam pred vodovodnim stolpom. To so pripravila skupaj z Domnom Gostišo, ki danes ni z nami, je pa muzejski pedagog pri nas v muzeju. V 3. in 4. nadstropju boste lahko videli 2 panoja, 2 plakata, oziroma, kako bi rekel, in tam na njiju je narejen kolaž vseh prejetih likovnih del,
Ta dva kolaža sta oblikovali konzervatorki in restauratorki Nives Klemenšek in Pika Škerl. Na panoji sta zraven tudi QR kodi z dostopom do digitalne razstave vseh del, ki se tukaj za nami predvaja. In izbrana izvirna dela pa so na ogled v 6. nadstropju vodovodnega stolpa. In ta del razstave sta pripravila Rok Verstovšek-Tanšek, konzervatorsko-restauratorski sodelavec, in Pika Škerl, konzervatorka-restauratorka. V 6. nadstropju je tudi na ekranu so na ogled vsi 4 videoposnetki, ki smo jih prejeli. Najlepša hvala vsem mladim ustvarjalcem in ustvarjalkam, vašim mentorjem in pa seveda vsem mojim sodelavcem, ki so mi pomagali pri nastajanju te razstave. To je seveda direktorci za vse vodenje. Zdaj pa imamo darila, za kako šolo pač posebej. Tistim, ki njim bomo poslali. Nismo vedeli, da ti prideš, ker je rekel Lojze, da ne pride. Evo ga. Najlepša hvala. Smo zelo veseli. Tukaj pa imamo potem... Takole. Aha, Karmen, Luka in tvoje 3 učenke, če lahko učenci, se ne vem. Najlepša hvala, Karmen, in hvala vsem vam. Tako, ja. Kje je tole Radeče? Potem še za Radeče, hvala lepa. Hvala lepa, upam, da še doslednič in še... Mogoče, ne vemo. Če se mene tiče. Ja. Mojca Barbič in... Hvala lepa, Mojca, za to podporo. In Alenka Jezernik tudi s svojimi učenci. Hvala lepa, oni so se še posebej potrudili, ker so mogli vse še enkrat posneti. Tako, hvala lepa. Hvala lepa gimnaziji, Uroškov predstavlja razred Alojza Konca. Tako, zdaj pa je, kot smo rekli, gremo pogledat, gremo v vodovodni stolp. Boštjan vas vodi, pa še Eva je z nami. V najvišjem 6. nadstropju so pa na ogled te 3 risbe. Tukaj okrog nas, potem na tem levem ekranu so pa na ogled ti 4 videoposnetki, ki sem jih prej omenil, vsi 4 videoposnetki, ki ste jih ustvarili. Torej folklorna skupina Kresnice osnovne šole Brežice, potem dijak in dijakinje gimnazije Brežice in potem je en avtor sta tudi Mija Rostohar iz osnovne šole Brežice in in še iz osnovne šole Maksa Peternika Pišece je tudi en videoposnetek. Torej ti 4 so tukaj na ogled. In tako pa se en konča, se nadaljuje naslednji.